Gospod Pišek, je res treba napovedati blokado cest, da bi vas v vladi uslišali? Videli smo podaljšanje vinjet, da cestnine ostajajo kot so. Ja, jaz mislim, da ni druge rešitve. Jaz sem 10 let predsednik sekcije za promet in ko sem prevzel, sem rekel, da bom iskal večni dialog. Tudi na srečanju slovenskih prevozniških družin smo rekli, da bomo zbor slovenskih prevoznikov sklicali v Celju in da se bomo tam odločili, in prevozniki so se odločili. Imamo to zložen, kako ima dober naslov, mislim, da ga vsak razume. Slovenski cestni transport se ruši pod težo tovora, ki mu ga nalaga država, ampak ne samo slovenski transport, komplet gospodarstva. Ampak eno teh rešitev ukrepov je tudi cestninjenje. To, kar se je dalo pred volitvami voznikom za 4-mesečno podaljšanje vinjet, zahtevate tudi avtoprevoznik. Če je kdo utrpel škodo, potem je cestni tovorni promet in potniški promet. Samo takrat, ko je bil na Rebernici problem, 2 milijona je bil sam tovorni promet izpada, brez trgovine, brez proizvodne in še etc. drugih zadev. Ministrica, kaj pravite, na to ste pozabili na avtoprevoznike? Najprej bom rekla, da upam, da so zračunali kako škodo bodo naredili gospodarstvu, tudi sami sebi z zaporami, ki so jih napovedali. Tako da tukaj apel, da seveda absolutno premislijo. Kot drugo, želim povedati, da res se veliko dela, ker se pač v preteklosti ni. Ceste se obnavljajo tudi zato, da bodo za njih bolj varne in da bo za njih pretočnost, ko bodo vse te investicije končane, boljša. Zdaj pa, zakaj samo za letne vinjete? Tudi to ni samo za ljudi, tudi kombiji so vključeni v to, tisti, ki imajo letno vinjeto. Prvič zato, ker je največja omejitev ali pa največji zastoji so bili poleti, ko oni pravzaprav tisti čas zaradi omejitve prometa sploh ne smejo voziti, se pravi vozijo od 10 zvečer naprej, ko ni več gužve, tako da to bi se mogoče lahko večkrat... Na tej točki samo replika. Apel ste slišali, gospod Pišek? Jaz se moram vrniti nazaj. Ministrica pravi, da bomo mi ohromili Slovenijo. Vi ste nas spravili tako daleč, da ne zmoremo in ne moremo več. Milan, tam predsednik sekcije za promet iz gospodarske zbornice, je dobro povedal. Nekaj, kar je najbolj poglavitno. Mi nismo več konkurenčni. Na tenderjih izgubljamo posle. Preobremenili ste nas z vsemi. Razbremeniti je treba delo. Vi ste nas pa dolgotrajna božičnica, samo obremenjujete. Zbirokratizirani smo do konca. Ministrica dobro ve, ministrica pozna kot sveto pismo vseh teh 41 zahtev, vseh teh 18 in vseh teh 8. Ministrica bo zdaj rekla, mi dva vedno komuniciramo. Jaz sem vedno odprta za prevoznike in to drži. In to je res. Ampak nič ne naredimo. Mi, če naredimo posel, odpeljemo in ne dobimo plačano, je tako, da nismo nič naredili. In mi, gospodarstveniki, smo tisti, ko hranimo pa ohranjamo državo, proračun, ga polnemo, ne da bomo mi tisti, ko bomo hranili. Če dovolite, ministrica, repliko nadaljujete potem. Nikakor drugače ne moramo streznati državo, ko s tem, da smo zagrozili. Ministrica ve. Prvič je bila ministrica, sva bila skup, drugič. Nikoli ni ta ministrica, zdaj pa res. je pa zahteval zbor prevoznikov, ne Peter Pišek. Če bom prišla do besede, bom povedala, odgovora na poletno vožnjo pa seveda ni bilo, ko oni v največjih zastojih tako ne smejo voziti. Druga stvar, ljudje, ko kupijo vinjeto, imajo časovno omejeno trajanje. Prevozniki plačujejo prevoze oziroma to na kilometer prevoženega. Razmerje tuji domači prevozniki je 60 za tuje, 40 za domače. Se pravi, če gremo vračati, bomo več vrnili tujim. Zdaj pa kaj smo naredili v tem mandatu? Inflacija v obdobju od leta 2018, ko se je po letu 2018 smo v lanskem letu dvignili ceno cestnine. 23% je bila inflacija, dvignili smo cestnino za 6,8%. Se pravi, na nek način bi bilo logično, če bi delali tako, kot delajo v gospodarstvu, da bi to naredili za 23,1%. In druga stvar, kaj vse je naša vlada naredila za prevoznike? Se pravi, najprej cestnina. Če bi šli na inflacijo za 23%, bi 43 milijonov evrov več plačali prevozniki. Druga stvar, vračanje trošarin. 56 milijonov je bilo vrnenih trošarin v letu 2024. 10 milijonov finančnih vzpodbud smo dali. In zadnja stvar, s 1. oktobrom gremo na nov način obračunavanja cestnine zaradi zahteve Evropske unije po tako imenovani cestnini zaradi CO2-ja.
dogovorili smo se, ker se pogovarjamo, dogovorili smo se, šli na način, da bodo prevozniki manj prizadeti, lahko bi vas obremenili z 60 milijoni več. Sprejmete te številke in argumente. Skupaj to pomeni 169 evrov. Slovenski prevozniki smo skozi na avtocesti. Ne, Po poleti- Evropi in po Sloveniji. Trošarine imajo tudi vse druge države. So hotla, tudi ta država je hotla mope, je hotla vzeti. Državni sekretar Vajgl pa Gnezda so nam hotla vzeti. To je bilo 2 leta nazaj. In smo rekli, samo to poskusite narediti. Dobeden se ne bo več premaknil. In seveda je finančno ministrstvo bilo tukaj pametno, da je vedelo, kaj bi se zgodilo. V slovenski transport bi odzunil, v Strozin bi izgubili. In seveda finančni minister ni tega dovolil. Drugače nam bi vi to vzeli. 10 milijonov smo dobili od prejšnje vlade. Z dr. Petrom Gašperšičem, drugi tir, smo podpisali. Prevozniki gradimo drugi tir. Podpisali smo sporazum z dr. Petrom Gašperšičem, ministrom. 20 milijonov na letnem nivoju bojo prevozniki dobili. Čez 4 dni je vlada padla, od tistega nič ni bilo. Potem smo vedeli, uporni bili, pa smo govorili, ali ukinete zakon, ali nehamo financirati drugi tir, ali pa nam nekaj dejte. In nam prejšnja vlada nam je dala teh 10 milijonov, ki ga prejšnja ni in še ta ga ni zdaj izplačal. Kratke replike, kratke. 13 milijonov je bilo lani pribitka Nikoli k nismo nič cestnini dobili. za drugi tir. Vse to pa državo stane 169 milijonov. Hočete ali nočete priznati? Hočete ali nočete? Cestni prevoznik gradi železnico. Ste videli tudi to, da podjetje, konkurenčno podjetje, daje denar konkurenčnemu podjetju za razvoj. Slovenske železnice še sam tovor vozijo, nič druga. Potniškega skoraj da ne, sam tovor, forsiramo ga, Luko Koper imamo, pa nimamo ne zalednih skladišč, nimamo ne ničesarja in pravimo, da je vse dobro. Jaz bi se fokusiral raje na tole problematiko, ko je slovenski transport, je hrbtenica gospodarstva. Če bomo mi pokleknali, bo pokleknala kompletna družba. A lahko pridete, Pa ne gremo na zaradi stavke, rešitve, da ne zato, bo ker teh bomo blokad. obstali, ker Ja, ne vsi moremo vozniki več. bomo jezdni, ko bomo prišli v te blokade. Ne za blokade. Kaj boste naredili? Mi bomo organsko obstali, tudi če ne bo decembra, če ne bi bilo, mi bomo organsko obstali. In v Angliji kaj se je zgodilo? Vojska je mogla nafto voziti. Nimamo delov, nimamo kadrov, nimamo ljudi, nimamo pogojev. Tukaj je 41 stvari, ki jih najboljš pozna naša resorna ministrstva. Hvala lepa, gospa ministrica. Ne toliko drugi resori. Ministrica pa pozna čisto vse. Ker še enkrat, res je, da se pogovarjamo, res je, da nas vedno sprejme, sam ne vem, Gospa ministrica, nima posluha. V vladi imamo 20 ministrov, premijeja, nekaj je narobe v tej družbi. Zdaj pa res konc. Gospod Pišek, jaz mislim, da te številke povejo ogromno. In korektno bi bilo, ja, nismo vsega rešili. Korektno bi pa bilo povedati, kaj je ta vlada naredila. Korektno bi bilo to povedati. Nismo vsega rešili, večji del teh, kot oni pravijo, zahtev se nanaša na področje Ministrstva za delo. Tudi jaz pomagam organizirati sestanek z ministrom Mescem. Ampak, a veste, z ultimati se ne pride prav daleč in še enkrat, gospod Pišek, sami sebi boste naredili škodo. Če bi mi poslušali ljudi, bi tovornjakarjem omejili promet v največjih konicah od 6 do 9 zjutraj in popoldan. Nikoli ne morete tega narediti tudi zaradi Evrope. Veste, kakšna je socialna zakonodaja. Jaz se vrnem. A1 obrazec. Podjetja zapirajo zaradi države. A1 obrazec za 1 uro predolgo vožnje ne dobi prevoznik A1 obrazca. Že v zadnjem mesecu 10 podjetij je moglo nova podjetja. Dok novo podjetje odpremo, konkurenca v sposob. Dobro, to je en vidik. Dodatne evidence, vse je na topografu. Ministrstvo nam je zakon dal, da moramo dodatne evidence. To je vaš minister. Gospod Pišek, mislim, zakaj ne spregovorimo o tem, ko je to je srž te problematike? Zakaj govorimo zdaj o asfaltu? Ker ni zdaj nič pomemben. Pa tudi tiste cestnine niso pomembne, pa ne številke. Vseh jaz vem na pamet. Pomembno je tole. Evidence delovnega časa. Zdaj pa res dovolj, gospod Pišek. Digitalizacija. Se pravi, smo prišli do tega, da cestnine niso največji problem, kar me veseli. Veliko stvari, ki je tukaj zapisanih, sem prepričana, da se jih da rešiti s pogovorom in dogovorom. Veliko smo jih rešili. Ena stvar z Ministrstva za infrastrukturo ni šla naprej, brez da bi bila z njimi usklajena. Tako da to je zelo nekorektno. Sedite skupaj, zdaj pa govorite drugačen jezik. Zelo nekorektno, ampak v redu. In če boste zapirali Slovenijo, se zavedajte, da delate sami sebi škodo. Jo boste zapirali, samo še to končamo. Jo bomo, če ne bomo rešili do decembra 4 točk,
in do marca 8 najbolj nujnih tehleh, A1 obrazec, evidence dodatne, Dobro. cestnine, digitalizacija, delovna dovoljenja, umeščanje v prostor, MLC, enkrat nismo imeli delovne skupine, je vaše, voznik 16 let, razbremenitev dela, dohodninska lestvica pa Samo en dnevnica. stavek in res končamo. Mi pa lahko ukinemo trošarine, zvišamo cestnine in zapremo avtoceste v konicah za tovornjake in verjemite, Poskusimo. ljudje nam bodo ploskali. Poskusimo. Ja, vi to poskušate, Poskusimo. gospod Pišek, Hvala vi lepa. to Poskusimo poskušate. zapreti. Hvala Vi to lepa. poskušate. Upam, da Poskusimo bo zapreti. rešitev prav kmalu. Hvala lepa. Ja. V dobro vseh Jaz nas, verjamem, seveda. da. Bo. Ja. Dobro. Tule jih je 41. Velja. Ministrica, takih poznate kot svetopismo. Hvala lepa. Če kdo pozna, jih poznate vi. Še se bomo srečali zagotovo. Hvala Cestnine lepa. pa niso izziv. Hvala. Cestnine so izziv, seveda, če jih Hvala. bodo oni dobili, jih bomo mi tudi. Hvala lepa. Če jih pa oni ne bojo, jih pa mi tudi ne bomo.